Kuye kwamemeza abaprofeti emandulo, kumemeza Dobro jutro. Ste mislili, da me ne bo? Ne? 10 days of darkness pomeni 10 days of darkness. To pomeni 10 dni tišine, 10 dni teme, 10 dni izgubljenosti. V kontekstu ne veš več, kdo si in kaj si. To ne cilja name, ampak predvsem na vas. Mnogi izmed vas se v zadnjem, bom rekel, obdobju ste se znašli v točki popolnega razpada vsega znanega in seveda, zdaj pa ne veš več, starega ni več, kako je pa novo, valjda da ne veš, valjda si zbegan in zmeden. In valjda smo začeli, oziroma sem začel kompletno mojo sporočilo pomoči v kontekstu awakening, preporod. Zdaj mi je dobra porod, nekako si vsaka ženska želi, da čim prej pride, a ne? Strah te je, bojiš se, to bo bolelo, ne bo bolelo, a ne? Ampak veš, da je neizogibno in po svoje si želiš, i ako te je strah. Evo, in to je novo rojstvo, rojstvo novega sina, novega očeta na to zemljo. Nimamo mi enega Boga, vsak Boga nosi, ne da sva midva z Bogom na vi ali pa na ti, Bog sem jaz. Ne? Z Bogom sva na jaz, dajmo tako reči, da ne bo izgledali prepotentno, ker ne gre za prepotentnost, ampak za doživetje in rečeš, da star tolele pa ni več človeško. Tolele pa spada v neko drugo kategorijo, kjer v bistvu se da čutiti nekaj v kosteh. Torej preporod je, bom rekel, ta temačni kanal, boleč za mamo in za otroka, to smo se pogovarjali več, in mati je ena sama slovenska mati. V Cerknici imamo mati Uršulo in od pamti veka imamo butalsko pamet in imamo svojega očeta tudi, ki živi v panju, ne, v drevesih, in temu se reče pan, a ne, po naše. Pan pa je seveda tudi prispodoba za čebele in pozabi vas nikdar ta stari čebelar. Torej oče in mati, vse je pri nas v butalah doma že od pamti veka. Zdaj sem probal to stvar malenkost zapeljati, da pridemo do tega, da je vsa moč, ki jo človek ima v besedi. In beseda je človek postala, zato pa je Prešeren napisal napitnico. In napitnica je: dvignimo čaše, prijatelji, trte so rodile vince nam sladko. Ali je spet trte vince so rodile nam sladko, ali prijatelji spet trte so odrodile. Torej imamo v eni prvi kitici, pa ni sploh kitica, prva vrstica prve kitice, imamo 3 možne razlage. In kaj je mislil Prešeren, ki je razlagal? Ja, jaz vem, kaj je on mislil, da prijatelji spet so nam rodile trte, ker vsako leto rodijo, a ne, ki nam oživlja žile, srce razjasni. In tretje, oko. In to so tiste stvari, ki sem jih malo včeraj hotel pripeljati na plano, pa vendarle me je bolezen. Kakšna bolezen? Čistilna klizma, kataklizma, ki ima ata klizmo, uriti, ne, ki se poklistera. In verjamem, da marsikdo izmed vas tudi fizično občuti čiščenje energetskih teles. Tudi jaz, vendar jaz sem teh čistk naredil kar nekaj že pred časom, med časom, tako da razumem, kaj prehajate vsak posebej. Med drugim pa razumem vse tiste, ki še vedno probajo ali probate voziti neko zapeljevanje, ne? Ker ne. Jaz sem empat in empat ima zelo ostro oko, zelo dolg nos, ki zavohlja vsako smrdljivost. Tu nekaj smrdi, a ne?
če nekdo ti nekaj razlaga, dejanja pa kažejo drugače, pol meni nekaj smrdi, ne? Jaz vedno iščem luknjo v zgodbi, iščem, pozoren sem, pa jo zagledam in ostremu očesu nič ne uide. Rad bi vas pripeljal do te točke, da je moč v besedi skrita, da so pravzaprav zapeljala nas je goljufiva kača, ne, spet je Prešeren vse vedel, iz tega sveta, našega svetega sveta, ker je to svetost, in v bistvu zabrklala ne. Mi peljemo iz srca ven, imamo pa srce in in moramo oboje koristiti, in če je napol prav, torej da si malo poprav, ne, ali pa malo posolil po pameti, a ne, uvoženi, pol je zmeden. In bodimo iskreni, sej za časa korone nam je bilo dano videti, da od danes do jutri nisi več vedel, kaj je prav, kaj se sme, kaj se ne sme več in kaj se znova sme, in kdor je kaj vedel, je točno te luknjice izkoriščal, govorim iz tistih, ki so to kreirali, in zabrklat človeka, uničiti tradicijo, uničiti ustaljenost in vsakič znova nekaj novo, boljše, stari ni boljše. Če so drva zlagamo tako, pol bi bomo zlagali kar nadaljnih 50 let, ker tako je najboljše. Ne? Zakaj bi naslednje leto na novo nekaj toplo vodo odkrivali? Če pa je ustaljeno, ne? Goveja župa, kaj zdaj eksperimentirate z govejo župo? Ne? Ja, pa imamo novo jed imamo, pa jebo vas nova jed, jaz bi tradicionalno govejo župo, renstan krompir in ne vem, karikiram štrudel, kruh in tako naprej. Se opravičujem, mene včeraj položilo, očistil sem se, ampak nisem vam mogel niti zjutraj dati oddaje ven, ampak sem bil že tekom dneva malenkost boljši, malenkost že kar v redu. Seveda čaječki in tako zagotovo lahko potrdim, da telo se samo zdravi, taka recimo vročina, ki me je pritisnila včeraj, bi ziher mogla trajati ne 3 dni, da se, ali pa 5 dni, ali pa 7 dni, kaj jaz vem, da v enem dnevu prideš k sebi, to je zdaj, so neke nove prakse, ampak to je stvar poravnave, telo naše z kadar sta srce in telo v poravnavi, ima telo brezpogojno samo ozdravitvene funkcije. Pa se bom še enkrat vrnil nazaj k besedam, da ne bo kdo mislil, da mi lahko kdo in kaj ukrade fokus, ker če bi mi se meni to dalo, torej me zabrkljati, potem ne bi mogel doseči tega, kar sem, torej širše zavesti. Naša zavest je nič drugega kot pravzaprav pozornost, in razumeti pomen besed, zdaj, vsem vam sem hvaležen, vse vas, all of us, vsi mi, all of us, pa imamo besedo vas. Jaz sem vas opozoril, Slovenija ni kar neki. Slovani, bomo rekli, veste, Russia, če daš to streščo stran, pa dobiš rasa, slovanska rasa, neuničljiva. Ja, ni to hec, jaz sem tem stvarem prišel konkretno do dna ali pa do neba, kakor ćemo gledati na stvari, in Slovani in Sloveni ter Slovenci, saj smo pa vendarle enci, benci na kamenci vija vaja ven, smo nekaj res veličastnega in od tu izvira vse, to je tista rasa, ki jo je bilo treba ubiti, In zdaj, da bom probal malo povezati stvari, zdaj jaz vam jih lahko malo takole dam, to niso končne informacije, ideja je v tem, da vi, ne vem, potujete v dnevu, se uležete, ugasnete telefon, pa tako pustite, nekakšna misel prileti, kakšna beseda vam pride na plano in se sami poigravate, jih povezujete. A veste, velika noč pa pust, zdaj je pust, odprt s kulturnim praznikom, zaključen z dnevom ljubezni, tako bo pač letos. Evo ga,
takole misel uide, ko dodam vmes kakšen urinjen stavek in nekaj uriniti je krasna ideja sistema oziroma principa zavajanja, gaslightinga, manipulacije, vse to spet prihaja v točko narcističnih tehnik in prijemov, da smo malo zmedeni. No, skratka, pust se je premakljiv praznik. Pust pa velika noč nimata fiksnega datuma. Jaz sem vam to že govoril, pa bom osvetlil še enkrat. 40 mučenikov, 40 dni je pust pred veliko nočjo. Velika noč pa je prva luna, polna, po prvem spomladanskem solsticiju. Letošnji spomladanski solsticij mislim, da pride 30. marca, sem prav zračunal. Nima veze, skratka, 40 dni pred tem pa je pust, kjer se pusti. Hudiča, primer, pust mesu, tole, mesu ni zate. A veste, ta satanizem je bil lačen mesa, lačen je bil naše energije, lačen je bil, da smo mi zmedeni in delujemo za ta sistem. A veste, če bi bil recimo bom šel zdaj nazaj na zavest, pa pol pridem na to 40. Zdaj, kadar je sfokusiran, takrat se ga ne da brcant, torej ne da se mu polena flikant pod noge, ga zamajati, to je neomajna vera. Človek je stabilen v svojih prepričanjih in veruje, da ima prav. Jaz to zase vem, da imam prav, pa pika. Mene ne bo noben nadrajsal, ni šanse. Lahko pa seveda poslušam ta mnenja razna in berem in tako, in mislim, argumentiranje je že stvar preteklosti. In kadar človek nima zavesti oziroma fokusa tako, kot mora biti, takrat je človek omejen, mentalno omejen. In to, kar gledamo zdaj, te kamikaze, ki se obnašajo, kada so, ne vejo, kje jim je rad pa glava, to zdaj noben ne more zanikati, da ne vejo, ali bi gledali naprej, ali nazaj, ali v rikverc, ali bi šli bolj hiter, ali bi se naredili, da nič ne vidijo, ali da tudi slišijo nič ne, ali da v bistvu naredijo velik kraval in karneval, vse sort, ker karne pomeni meso in pust meso, a ne, kakšno meso? Ma ne gre za svinino, in ako je svinja kot taka pujsek domač gensko zmešan z divjo svinjo in človekom. Tako da svinina zagotovo ni nekaj, kar bi mi rabili, pa govorim nasplošno za vse meso, kamoli krvavice in tako, ker vampirizem to ni nekaj izmišljenega. Celo sem postal pozoren, da v bistvu, ko ljudje zagledajo, krije wow, kako, kar polizal bi ti jo. A veš, lizati rane, a ne, dej bo mamica potuzala, ali pa dej bom jaz ti prstka polizala. In zdaj, lizati rane ali na rane devati obliž je pa velika razlika. Jaz recimo sem ugotovil, da če se ranem, sploh ne dam več flajštra, ker imamo vse prirojeno, da to rešuje sonce, voda in zrak, a ne. Rana mora biti na zraku in se celi mnogo hitreje, kot bi se veste, v neki plesni, če daš obliž na rano, tam je vlaga, tema, zraka ni in ima, da gre gnoj in plesen. Toliko o obližih na rane. Seveda, pol pa gnoj rata, pol pa še bolj boli, ne. Namesto da bi se rana ozdravila v dnevu 2, 3, pa to traja pol vija vaja. Koliko primerov sem ujel, da je človek hodil na previjanje rane, pa je bil vedno gnoj, dok ni po šizu, pa je rekel, gonte se vil 3 krasne in je dal se skup dol, namočil v slano vodo in dal na zrak in pol je bilo v redu. Torej, če gremo nazaj na omejenost uma. Kadar je človek mentalno omejen, zmeden, zapeljan, in mu je vsajena informacija, se človek te informacije prime in verjame zdravo zagotovo in idemo. Razen, kadar ta informacija, recimo z moje strani, je tista, ki nakazuje, da smo uočili laž. Tam to pa ni za verjeti, ne? Sam, zdaj jaz ne smem in ne bom nikoli nikogar osebno obsodil, zaradi tega, ker ta, ki zavaja, je tudi zaveden z inštance višje. In to je ta piramidna shema tretjega očesa, ki jo pa valjda vsi poznamo.
človek je lahko zapeljan, je, kadar ni popoln. In evo, preporod je ponovno rojstvo v polnost našo, v našo divine zavest, v našo očiščeno mentalno vest. Zdaj, v tem obdobju so bitke, bom rekel, še velikanske. Verjamem, da se mnogi pregovarjate z mnogimi ljudmi, opažate, koliko defokusa, koliko motenj se zgodi. Seveda, kaos, slučajno, a ne. Teh motenj mi v tem trenutku srečujemo v bistvu enormno. To se bo sprostilo, ko bodo ugotovili, da poti nimajo, da so se znašli v kozjem rogu in to čist na samem koncu. Ampak koza, pa kozlovska sodba, pa hudič, pa kozli, to, kar zdaj po parlamentu nam probajo razlagati. Kozu je prispodoba hudiča. Zdaj ne vem, ne bom zdaj špekuliral, ali hudič dejansko je živ ali ne, ampak kar se mene tiče, je pekel to, da človek prevzame delo hudiča in služi njemu in je zato nekje, bom rekel, malo nagrajen. Ja, Lucifer vedno da bombončke, ampak Luciferju je ideja, da bi zavladal svetu, kateri pripada stvarniku, a ne? In mi smo del ekosistema, mi smo ekosistem, mi smo rasa numero 1, rasa 1, slovenska, slovenska rasa, imamo Slovenci, benci na kamenci. Ja, kamen je pa kralj Matjaž, kjer je kamnito spančkal in to je, če se vrnem na omejenost, to pomeni, da spimo, ne? Tako v bistvu zaprtimi očmi, a ne? In ko odpreš tretje oko spet ni nič drugega kot visoka pozornost, fokus in poigravanje z besedami in poigravanje s tradicionalnimi datumi, z zavedanjem, da vse, kar nam je bilo dano v šolsko-indoktrinacijski proces, a ne, da tle je mož glih na glavo obrniti, ker je vse narobe. Ali pa reklama, ali pa radio, ali pa vse je točno, ampak kontra. Ampak mi moramo iti bolj nazaj. Dr. France Prešeren pa mnogi naši so napisali stvari z malo besedami, zaradi tega, ker se jih da obračati in preobračati, ne, da mi strup obrne, da mi strup ne preobrne. To je preobračanje besed. A veste, poznate igrico telefončki? Na začetku je informacija, ja, ljudje so rekli, stari moj, že tretji človek sliši čist narobe. Zdaj, ideja tega satanizma oziroma neumnosti, norosti, je pa pravzaprav ta, da je nekdo želel narobe slišati in ti je tudi želel narobe podati, dvoumno, a ne? Mi smo rekli, nismo dvoumni, nismo neumni, mi smo veleumni in smo enoumni, ker smo v srcu povezani preko enega, a ne? In resnica je samo ena, laži je pa neskončno mnogo veliko. In seveda znotraj manipulacije oni te nasujejo, ne? Zdaj, ne vem, če sem spomnil. Zadnjič sem bral en članek, ne vem o čem točno. Nima veze. Zdaj pa, ker smo prišli do praznika našega, jaz sem butalc, zame je praznik pust, ne, če sem se pa rodil v to mesto, kaj čem zdaj, ne morem reči, ne vidim ga, ne, tako kot pač mnogi ne želijo videti resnice. No in pusta sem želel dobro razumeti, med drugim tudi gospodičnico, ki sem vam jo dal zadaj za sličico, in meni nič ne deluje grda in ni grda nič. Ona je bila grda samo satanistom, ker čarobnice naše so videle, kaj delajo temačni. In temačni so jo tako označili. Ja, ti si pa grda, ker si pa grda pa za nagrmado. Ne? Bomo te dali na grmado, polena bomo jih tam pobrali, ker smo jih pod noge zmetali in zažgali te bomo, da še komu ne pride na pamet gledati, kaj mi delamo. A ne? Enega prej so križali, pri nas na Notranjskem, pa so zažgali toliko čarovnic, ki jih niso zažgali na celem Krajnskem, pravi Valvazor. Možno, vendar, dajmo zastopati, recimo, če se že vračamo k igri besed,
čarovnica izhaja iz besede čarobnica. Naše punce, slovenske matere, pravzaprav so bile, tudi naša cerkniška mati Uršula se imenuje pramati Uršula. In to je ta slovenska mati me je rodila. In to je bila čarobnost v njih in v tistem, kar so rodile. Rodile pa so sinove slovenske matere, ki smo zato se zbratili, ker v srcu dobro mislimo, kaj ne de. In čarobnica je ratala čarovnica, zoper niks, zoper ničesar, zoparna, ne? Je pa poimenovanje satanovo, da je pa cuprnica. Torej imamo že v besedi čarovnica, čarobnost, zoprnica, coprnica in kup preigravanja in to, kar one jašajo in letijo, je to, s čemer so one pometale. Halo, pa pometamo mi s temi telebani 3-4 zdaj, zastopimo. Ker mi ne obračunavamo fizično, ampak z zavestjo. Seveda so ljudje, ki so limitirani, limited edition, ki so limitirani v umu, v zavesti, zmedeni, zapeljani, pa da ne bo pomote, tudi jaz sem bil. Vendar sem se v enem momentu odločil, da zdaj pa dosti, jaz pa tole, ali bom znoril, ali bom pa nekaj naredil, ali bom pa nagruntal, kaj je fora, ne? Vsi smo bili zavedeni, zdaj v teoretiki zarote probamo sem pospiderati, reči, alo, kam gledaš ti? Sam, igra je močna, nagrade so dobre, očitno, ne vem, ali neke vrste molčečnost, ne razlagaj, sej bo, še zmeraj je, že 1000 let je šlo, tako da tudi zdaj bo. Ne bo šlo, jaz obljubljam, da ne bo šlo in kar ustrajajo in sem naredil video do špage, no, dokaj čist do konca, ko ne bo več nobene možnosti nazaj, tako bo to šlo. No, skratka, čarovnica, igra besed in čarobnost je tisto, kar se nam v višji zavesti odpira, ko rečeš, wow, to se čuti, to se ne vidi. Tretje oko vidi z občutkom. Mislim, sej tudi za užitke posteljne lahko ugasneš luč, ne? Z občutkom, ne, je treba. In tako nekako dela v zavesti tudi tretje oko, pa se dostikrat smejem. Kakšne so tehnike za odpiranje tretjega očesa? Z besedami se poigravaj. Ne obstaja magična, čarobna palčka, da dosežeš to, kar je Prešeren dosegel, Kete, Muren, njih sem vam povedal, to so vse naše zvezde, zvezdniki, naši predniki, naši vodniki. In kdor prave vodnike sledi, pride na prave sledi svoje poti in postane v bistvu zavesten, široko zavesten, ne zaveden na napačno potko in sledi množici. Ja, sej vsi tako. Ja, zdaj vsi tako. Ja, vsi, za vse enako. Aha. Ampak v drugi fazi pa že, ja, ljudje smo različni. Torej ne moreš hoditi po isti poti kot vsi, če pa smo vsi različni. Jaz zatrjujem, da smo vsi eno. In vsak ima svojo lastno pot. Vendar to je pot do lastnega srca, kjer pa smo mi že povezani. Ne? Vse štima. Skratka, v cerknici imamo to čarovnico kot pramati Uršulo, pač ikono pustnega karnevala in rekel pustnega duha in društva. Vendar karneval, čili con carne, val meseni, je otrok sodobnega časa, predtem pa smo imeli pogreb. To je pa nekaj, kar izhaja iz poganskih časov, kjer se je na mostu nad vodo zakurilo, ogenj in voda, zakurilo in v globočine jezera poslalo tisto, kar je zmešalo in glavo preko nespodobnih povabil, preko izvornega greha in tako naprej, da se tisto lahko odvrže, torej spust, ne cukej, kako že rep, ne cukej hudiča za repa, pust ga primerne, gre svojim putem. Tle mi smo omenjali dostikrat, ko pridete do točke, da nekdo proba iz vas izvleči, ignorirajte stvari, ne se petljati,
ker petljunga je točno zato, da se zapentlja, a ne, in zaveže, in pa je to pa mašnica, pa so darila spet. Jaz bi želel, da mi od spodaj, ko boste pogledali ta video, spustite komentar, ali je ta besedno poigravanje vam že razumljivo, ali vam je še preveč konfuzno, ker bi rad najdel neko razmerje, kjer vas bom pripeljal do tega, da boste ugotovili, kako velike povezave so v besedah. Vse bomo obdelali, samo me zanima, koliko je to zdaj vam razumljivo, ker zdaj pa jaz sem tle, vi pa ste na poti tja v tem porodnem kanalu, kjer večina, mnogi, izgubljate stari svet in ste zdaj dojenčki in seveda valjda ne znate še hoditi. Korak po korak, počas, bomo šli skupaj, ni problema. Sam mi je pa jasno, da ne veste nekod nekam. A veš, dan ljubezni, ko se ljubezen odpre, to je tisti dan, ki vse ti vzame, ki da ti vse in vse ti vzame. Vse staro bo odšlo, vse. Ampak novo je mnogo, novo, se ni novo, se v bistvu je prastaro, se to je izvorna koda, a ne? Koda, koder sonce hodi, preperi z kode bo to je noro, veste, pa to nisem še pomislil, zdaj sem je prepeljala, zaradi tega, ker jaz sem se spravil te stvari kar konkretno poglabljati, zato da všeč mi je igra besed, rad imam slovenski jezik, slovnico in narečja. Zdaj morate pa še vključiti pa še narečja. Zdaj pa ne bom se. Sem prišla, pa je bila pošvatava, pa je šla tava. Šla tava elektriko, pa zapečem. Narobe sem najdel. Dostkrat v komunikaciji pride kaj takega. No, skratka, ga kar ustvarjam. Ne morem priti do teh 40 dni pa pusta, ki je 40 dni pred veliko nočjo. Velika noč ima jajca, ne, rdeča, pa hren. Hren ni žebu, hren je kurac satanov, ki je osemenjevalec iz jajci, bim bam bom, turen, Saturnovo seme je to. A to res prihaja iz Saturna ali ne vem, je pa prispodoba tega kocka v meki in je prispodoba tega black hats, torej črni klubuki, cilindri, čarobnost, čaranje, nima to veze z nobeno čarobnostjo, ampak triki, čarovniškimi triki, to niso čarovni, magic je znotraj nas, a veš, da tam nekdo te malo čara, puf, ne, to so triki, ki nimajo veze z magičnostjo. Vedno pa so obstajali beli klubuki in bela krajina je verjetno belokrajinska in krajinska je tudi naša čebela in krajinska čebela je pravzaprav, veste, pa smo spet na pustu nazaj, letos imamo v Cerknici čebelji izlet, vsako leto ima karneval oziroma dogodek svoj naslov in letos je to čebelji izlet in se lepo pokrije, pozabi vas nikdar ta stari čebelar, vendar največja čebela zdaj pa piči, Tarsk, vendar je pripravljena za to darovati tudi svoje življenje, ker človeka lahko ubiješ, poraziti pa se ga ne da. Tako da nikoli, torej čemu strah in čemu, ne, kaj so džinksi to pojejo, ne? In tudi naši predniki so rekli, ne rabiš se bati ničesar, smrti se ne rabiš bati, smrt ti nič ne more, ne? Zelo hudo je, ko pa smo razdeljeni in težko človek najde empata sebi enako raso, ker je že vse zabrklano, vendar, spet bomo šli na to, da v bistvu je zavest tista, ki jo rabimo. Vsi enako, pa bomo vsi glih. Zdaj smo pa hudo razdeljeni in delimo se na tiste, ki smo zavest že začeli ekspandirati in na tiste, ki vztrajajo pri svoji nizki zavesti, zmedenosti in limited edition, torej
omejenost. Veš, to se grdo sliši, da bi zdaj koga zmerjal, pa daleč od tega. Gre samo za to, da možgani niso v polni funkciji, ampak so v omejeni funkciji. Zaradi hrane, zaradi zdravil, zaradi vode, zraka, zaradi zamegljevanja uma, zaradi, bom rekel, odziva na nespodobno povabilo, zaradi ugotovitve, da se pa tole kar splača, je hitreje kot biti pošten pa iskren. Ok, zdaj pa bom šel počasi proti koncu, a ne? Zdaj pa 40 dni, 40 mučenikov, 40. usporednik. Kaj pa je na 40. usporedniku? Vam dam domačo nalogo? Lahko vam kar podam odgovor, ampak prav bi bilo, da sami raziskujete te stvari, ker imajo pomen in povezavo, ker naši predniki so morali zapakirati, da so naši bolj zavestni razumeli, tisti, ki so bili pa že poškodovani, pa niso razumeli, o čem je govora. In to je tisto, kar se mene tiče, preporod mentalni, srčni, spiritualni, da mi stvari povežemo skupaj, pikice, vendar pikice v preteklosti, ko vzamemo sled enega prednika, pa tudi sled drugega prednika, pa sled četrtega prednika, pa rečemo, na 40. podnevniku so namreč tisti, ki so, tam je meja drugače, meja iz drugega sveta, meja napačnega sveta, tistega sveta, ki je se prikradel in napadel pripadnike Štajerske. Ja, ne Štajerske, Šajerska dolina je tista, ki je v Gospodarju prstanov. A ne? Pa čudno, kje je pa Šajersko najdu, tale Tolkien, ne? Valjda, Štajerska, pa Bela krajina, pa Notranjska, pa Gorenjska in Dolenjska in Primorska, vse to spada zraven. Tle bi vam rad razložil, da nismo mi majhni. No in iz 40. usporednik je v bistvu meja med, zdaj bi mogel pa že kar pogledati, ker sem pa mičken, no, pa bom, ker mi ni težko. Jaz tu v 4 urah imam toliko enih slik, da je brez veze. Torej, med Bolgarijo, med Grčija, iz Grčije pa, ja, Grčija pa Carigrad pa tja dol, je meja tistih, ki so prišli k nam od drugot. Turški upadali so nam v besedo, to je danes, upadajo ti v tvojo pot, v tvoj fokus, v tvoje življenje, se vtikajo na silo. Jaz nočem nobenemu nič. Koliko ljudi meni nekaj hoče, teh nekih blesari poturiti, da bi le zgubil fokus. No, skratka, od 40. usporednika je drugi svet. Imamo? Kar zanimiva povezava. A je to res ta prava? Ne vem, razmišljam. Ampak meni pije vodo, mogoče tudi vam. In so uletavali v dom vina, v domovino, kjer je vino doma, a ne? Seveda, kje pa je najboljše vino? Ja, pa menda ja. Pa Slovenci je vedel, da je treba vodo prefiltrirati, ne? Torej watch the water. In Trta to super naredi, ono cuzne vodo od vse povsod in jo očisti v rujno kapljico, rujna, burna domišljija. In domišljija, širok spiritualni svet povezovanja in tako. In vidim zdaj, meni se je zdaj, bom iskren, 14 dni ali pa 3 tedne nazaj res odprla širina teh povezav, besed, ki to hudo obračam in sem ugotovil, da sem celo te, ki so ne še stopili na pot prebujanja, da ne bom spet narobe se izrazil, da so ti ljudje tudi zastopijo humor in rečejo ja, se res, in mi se Prešerno smejemo, ne? Prešern, spet, širokogrudno, ne? In smeh nas bo odrešil vsega tega zla, ker zlo se pa drugače reži, posmehuje. Mi pa se
smejemo, ker se poigravamo z raznimi igrami besed in lahko vam rečem, da sem jih na besedah največ dobil. Izrazi so taki, saj so posplošeni, veljajo za kompleten svet, nimam nikogar v mislih pravzaprav, ampak besede so jih izdale, torej njih je izdala simbolika, mi pa se, bom rekel, najdemo znotraj besed. Torej, besede, rekla, kazala, klinci jih gleda. Dajmo mi razumeti, da besede, ki jih moramo razdelati, je treba tle not razdelati. Drugo mnenje, pustite primer, jaz vam ne bom pameti solil, govorim v prvi osebi, je pa prav, da mogoče sem vam dal kakšno istočnico, pa se sami začnete poigravati, zaradi tega, ker to izobraževanje ni izobraževanje, je razširjanje in spada v igro svet igral, svet igral, in že sem beseda svet igraljo, kakor jo prebereš, torej fonetično je stvar, in dajte se malo pohecati, tudi tako, da kakšno besedo na glas poveste in grlena čakra vam bo boljš delala, vam garantiram, da se bo začelo odpirati, ne rabite iti nikamor, nobenemu, da se bo grlena čakra, ko boste fonetično povedali besedo. Mogoče znate angleško, znate nemško, italijansko, pa povezujte malo. Slovenski jezik je ulala, jaz sem celo uspel gledati enega na TikToku sem najdel človeka, ki razlaga, kako je najdel jezik, ki ga razumemo vsi. Rusi, Bolgari, Jugoslovani, kompletni, pa ne vem, katere še države, Poljska, je en posnetek zavrtel vsem in so vsi to razumeli. Je pa vzel tako eno sredino in zdaj recimo je, glih danes je prišel ven video s Takersonom pa Putinom, a ne, in poslušam, ne, malo Putina, Marija, koliko stvari človek, kar razumeš, ne rabiš ruščine študirati, ne, se nisem brihten, ne razumem vsega, daleč od tega, ampak fajn je, ne, tako se mi zdi, domače se čuje, ne, in seveda smo mi ista slovanska rasa razdeljena, ne, in to je Rusija še nekako vzdržala, pa še so ji Ukrajino ukradili v enem momentu. Ukrajina je bila v preteklosti del Rusija, tako kot Poljska, tako kot Bolgarija, tako kot konc koncev Slovenija. In dajmo se zavedati, da Slovani nismo kareni, mi smo the one. Zavedajte se tega, da nismo majhni, ampak veliki smo mi, sicer se ne bi s tako silo in s tako količino prevarantov in svoje vojske probali spraviti na nas in tisočletja nas bijejo z vihari, vendar bim bam bom, prihaja zadnja huda ura in lahko mi verjamete, ni mi treba, lahko pa mi, da smo tik pred zdajci, ko bomo zaključili stari svet in odprli vrata novemu svetu, svetu ljubezni, kjer bo vladala ljubezen, ne sovraštvo, in trpljenje je prisotno v vseh ljudeh in to trpljenje je treba zbrisati in umakniti enkrat za zmeraj, te grehe zažgati tam na ognju grešnega kozla in je stvar zaključena. Jaz bi rad, da te stvari izgledajo tako, vam pa garantiram, da ste ljubljeni in smo podprti ves čas. Vsi naši predniki so se trudili na vse kriple, da se prebudite. Potrudite se še vi malo. Nič ne pride samo od sebe, ne? Vsak sam se lahko in mora roditi. Ne morem jaz roditi nekoga drugega, da bom pol jaz, ne? Malo se tako probite razmišljati. To je to, dragi moji, malo drugačna glasba iz Afrike, kjer je seveda tudi svoja korenina, spet druga rasa in seveda očitno je na tej zemlji bilo kar nekaj teh različnih ras. Ene smo take, druge so take, vsekakor pa to ni za mešati. Bote prečudovito ljubljeni in zakuni se ljubavi. Ajde, čao.